kako bodo recimo naši bralci pa uporabniki digitala čez eno leto ali pa v bližnji prihodnosti občutili to spremembo novega lastništva? Ja, ne bi smeli nič občutiti, zaradi tega, ker Delo tako kot je dober časopis, je vodilni časopis v Sloveniji, tako kot sem omenil na novinarski konferenci, je to moja prva izbira, ko zjutraj vstanem, se pravi, da vzamem ne časopis, ampak tablico v roke in pa prelistam tisto jutranjo izdajo. Tako da vsekakor bi si pa želel seveda, da bi bilo še boljše, čeprav je že zdaj, rekel, so in vsebine in sami novinarji, kar se tega tiče, nimam pripomb. Boljše v kakšnem smislu? Boljše v smislu vsebina, se pravi, da bi še v smislu tega raziskovalnega novinarstva, namreč marsikdaj pogrešam tisto kritično ost pri kakšnih družbah, ki se hvalijo z nekimi 100-milijonskimi posli v 7-letnem obdobju in potem se tisto če bi se tisto preračunalo v letno obdobje, bi se videlo, da to ni tako zelo velika cifra. In pa če se bi preračunalo, koliko naložb so pa že prodali in koliko so imeli te naložbe prihodkov, bi se pa videlo, da to je že tam ali pa celo že nekaj v minus. Tako da v tem smislu raziskovalnega novinarstva, predvsem oziroma obvladovanja tudi te analitike, čisto poslovne, bi si želel, da se mogoče še dodatno potrudijo in pa nekje razkrijejo tudi zadeve malo bolj globoko. Recimo za preiskovalno novinarstvo vemo, pa res preiskovalno je potrebni čas, tako denar, to recimo tudi v Sloveniji na splošno manjka. Vi pravite, da bi se tega želeli več, boste to tudi podprli tudi v tem smislu? Ja, tako kot smo rekli, mi kupnino za Delo imamo pripravljenih na naših depozitnih računih, Dela ne bomo finančno izčrpavali, se pravi to, kar bo pridobljeno z EBITDA-jem, nekje sigurno del teh sredstev bo šel v razvoj. Del sredstev bo šel za odplačilo kreditov, del sredstev pa seveda pričakujemo tudi v obliki dividend. Zdaj govorite o razvoju, kadrovskem, strateškem, tehnološkem. Lahko to bolj konkretno, v kako smer tukaj ta razvoj, recimo kadrovski, kaj se na tem področju pričakuje, razvoj kadrovstva? To je bilo omenjeno tudi v enem od vprašanj, da vprašanje teh prekernih delavcev, kar je že kolegica Nataša odgovorila. Še enkrat bi poudaril, kadrovska politika je stvar uprave. Mi bomo upravo preverjali, nadzorovali pri doseganju poslovnih ciljev. V okviru tega je uprava samostojna in odgovorna sama za svoje delovanje. Kar se tiče strateških ciljev, mogoče je spet neko naključje ali pa ne, kot pravijo, da naključij tudi ni nekaterije, če se malo pohecamo. Na družbi FMR se ravno letos zaključuje strateško obdobje 2012-2015. Mi smo se tako ali tako nameravali po dopustih oziroma tam nekje jeseni začeti ukvarjati s pripravo strategije za naslednje srednjeročno obdobje, se pravi 2016 do leta 2020. In veseli me, da bomo to strategijo lahko pripravljali skupaj z upravo Delo, ki bo morala tudi pripraviti strategijo za družbo Delo za to obdobje. Tako da zdaj je še prezgodaj govoriti, kakšna bo ta strategija, ker bo tukaj kar potrebno nekaj dela in analitičnega in nekega predvidevanja za naprej. Kar se tiče tehnološkega področja, pa vsekakor je to, prvo je ta digitalizacija, ker vsi se zavedamo, tudi vi verjetno, da nekje ravno zaradi tega drastičnega upada vsakoletnega tiskanja naklade, da slej ko prej bojo vsi tiskani mediji morali na tem področju, se pravi digitalnem, pridobivati večje prihodke, kot to počnejo sedaj. Smo pa bili seznanjeni, da je družba Delo letos že investirala precej denarja tudi v obnovo teh strojev v tiskarni, tako da tu z tega vidika mislim, da je zdaj zadeva pripravljena, da podpre še zmeraj izdajanje teh tiskanih medijev, ki jih družba Delo ima.
Eden osnovnih ciljev, kot ste ga omenili, je dobičkonosnost. Znotraj dela obstaja velika razlika med delom, med Slovenskimi novicami in tiskarno. Kako se lotiti tega problema dobičkonosnosti celotne hiše, posamezno po sklopih ali v svežnju z vsemi tremi dejavniki? Glejte, mi revolucije na delu ne bomo delali. Če bodo spremembe, bodo postopne in vse v funkciji pač ohranitve družbe dela v dolgoročnem smislu. Dejansko tukaj nekaj, da bi se mi kot lastniki vtikali pač v to zdaj, kjer medij se bo izdajal, na kakšen način se bo izdajal, kakšen format, to se ne bomo. To je stvar uprave in mi bomo gledali še enkrat z vidika pač izpolnjevanja poslovnih ciljev, za kar nam bo pač uprava odgovarjala. Uprava torej ostaja kot razumeti, pravite nadzorni svet, bo nov seveda, ne? Kaj potem uprava? Glejte, tako kot sem že omenil na tiskovni konferenci, nas je uprava pozitivno presenetila na svoji predstavitvi z načrti za prihodnje 2 leti. Tudi predsednica uprave, gospa Gubanec, je na moje izrecno vprašanje, če za temi načrti stoji, potrdila, da pač se bo uprava potrudila oziroma prizadevala, da te cilje izpolni. Tako da iz tega razloga jaz ne vidim, oziroma na ta način ne vidim nobenega razloga, da bi pač delali takojšnje menjave v upravi, ko bi prišli ko bi nastopili kot lastnik. Pravite, letos je cilj dobiček, prihodnje leto še povečanje dobička, ste lahko še bolj konkretni, kakšni so tudi cilji, na podlagi katerih boste presojali delo uprave? To izhaja iz teh načrtov, ki so nam bili predstavljeni v toku skrbnega pregleda. To so ključni cilji, na podlagi katerih bomo pač presojali delo uprave. To je navada pač v poslovnem nasledstvu tudi pri nas. Nadzorni svet, se pravi na FMR-ju, potrjuje predloge načrtov, ki jih pripravi uprava, se pravi tako letnih načrtov kot tudi strateških načrtov, in seveda uprava je potem odgovorna, da te cilje, ki so bili s strani nadzornega sveta potrjeni, tudi doseže ali pa celo preseže. Vse ostale zadeve je stvar uprave in ona mora potem presoditi tudi s kakšnimi sredstvi, se pravi tudi s kakšnimi kadri, s koliko kadri bo te načrte dosegla. Ko govorite o načrtih, ki so vas pozitivno presenetili, kot pravite, vseeno vključujejo zmanjšanje števila zaposlenih letos za 20. Socialni dialog je zadnje leto umrl. Naključje ali ne, na dan nakupa FMR-ja so honorarni sodelavci dobili obvestilo oziroma pogodbe, da jim bo hiša zaračunavala uporabo teh. Upam, da to ni prijetno presenečenje. Ne, to sploh ni nobeno presenečenje, kot sem povedal to, ker sem se pozanimal pri predsednici uprave na petkovem razgovoru. Sklep o tem je bil sprejet že v aprilu mesecu, takrat, ko se še ni zdaleč vedelo. Takrat je bilo še, mislim, da še 8 interesentov za nakup dela, tako da bi mi vplivali na to, da se pa to naredi, je absurdno. Po drugi strani sem pa, če vam navedem samo primer, če na družbi FMR naročimo neko storitev zunanjega izvajalca, kot je recimo nek prevod, ki je avtorsko delo, potem tudi temu, se pravi zunanjemu izvajalcu, ne zagotovimo niti prostora, v katerem ta prevod napiše, niti računalnika, na katerem ta prevod napiše. Tako da se mi ta rešitev ne zdi nič nenavadna z vidika čist te gospodarnega ravnanja uprave, oziroma pač, da je normalno, da seveda uprava zagotavlja oziroma družba zagotavlja svojim zaposlenim, redno zaposlenim vsa delovna sredstva, ki jih potrebujejo, in tudi prostore. Ni pa to običajno, da bi zagotavljale uprave zunanjim sodelavcem. Kaj pa glede socialnega dialoga? Glejte, to ni stvar lastnika. Povsod, kjer je
v vseh družbah, kjer to poteka, se to mora pač uprava s tem ukvarjati. Mi v to ne bomo posegali. Pričakujemo seveda, da pač se bojo vsi deležniki usedli za mizo, pogovorili, resno pogovorili in pa najdli neke kompromisne rešitve. Vse v cilju, da pač ta družba Delo z vsemi svojimi edicijami pač posluje vsaj tako dobro, kot je poslovala do sedaj. Tudi čez -20 zaposlenimi. Glejte, to je spet stvar uprave. Zdaj vemo, da naklada, tako kot ste rekli, oziroma pada drastično vsako leto. Ne vem, ravno pred 14 dnevi je bil podatek, da je v prvem četrtletju letos, glede na prvo četrtletje lansko leta, vsem dnevnikom praktično razen Slovenskim novicam, kar je tudi pozitivno, padlo za tam preko 9%. Ne? In vsekakor se mora tudi pač uprava potem prilagajati tem številkam, se pravi ne samo pri materialu, ampak tudi pri drugih pač teh faktorjih, ki prispevajo k poslovanju. Ne. Mogoče se vrnem še eno vprašanje, ker ti honorarni sodelavci so vendarle tukaj že dolga leta, delajo samo za Delo. Ne. In imajo težavo, da se jih ne zaposli, ne. Tako je pač v tem medijskem prostoru v Sloveniji. A se bo tukaj kaj reševalo recimo na tem področju, ne? Da ti ljudje mladi se tukaj dobijo službe? Kot sem že prej rekla, je problem pogodbeno zaposlenih delavcev problem vseh medijev v Sloveniji. Vse medijske hiše imajo, bi rekla, nenormalno število zaposlenih delavcev preko pogodbe o delu in na ta način rešujejo svoje, bi rekla, viške in padce pri nakladah, pri izdajah. Je pa dejstvo, da na ta način s temi pogodbeni delavci se po eni strani ne povečuje število redno zaposlenih, po drugi strani se pa mlajšim osebam ne omogoča zaposlitve. To je dejstvo, ki trenutno v Sloveniji je. Nekako se je začel tega problema zavedati tudi zakon in je pač predvidel tisto možnost, da če si pač delaš samo za enega delodajalca, imaš določene pravice iz delovnega razmerja. To v končni fazi tudi pomeni kar neki plaz tožb, ki je bil v določenih medijskih hišah, ko so bili pač dolžne medijske hiše zaposliti delavce take. Poznamo tudi, bi rekla, inšpekcije, ki so zdaj pospešeno se ukvarjajo s tem vprašanjem. Mislim pa, da je to vprašanje pri delu tudi vprašanje zamenjave starejše in mlajše generacije. Zdaj vi sami veste, kakšna je struktura zaposlenih na delu, govorimo za cel medij, in počasi enkrat bo moglo do te menjave generacije priti. Zdaj jaz upam, da na čim bolj primeren način, vsekakor pa, kot sem že rekla, podpirali bomo upravo pri tem, da poišče tista, bi rekla, zakonita sredstva, ki so na voljo in seveda pri tem bo absolutno potreben socialni dialog. Je pa res, da tukaj se, bi rekla, ne stojite na isti strani zaposleni in pogodbeni delavci. Tukaj ste v bistvu zdaj v nekem konfliktu. Tako da tukaj noter... Ja, se tudi med zaposlenimi nismo na isti strani generacijsko. V bistvu solidarnosti ni več, plačna nesorazmerja so po mojem številka 1 v Sloveniji. Kar sem prej hotel vprašati, to ne, ali pa kakšna se vam zdi ta moja trditev, da z samo odhodi brez kadrovske okrepitve lahko gre položaj dela samo... Ja, razumem. Nikakor to, kar ste rekli, pač zmanjševanje števila zaposlenih ne sme iti v škodo kakovosti. Če se po eni strani zmanjšuje število zaposlenih, se mora po drugi strani zaposlovati strokovnjake za določena področja. Tako da to vsekakor je, pa se pravim, to je stvar, ki jo bo pač morala pripraviti uprava v svoji strategiji. Mi bomo seveda pri tem pomagali, ker pač imamo določene izkušnje s tem in mislim, da bo šlo v tej smeri. Vi naredili ste skrbni pregled, poznate Delo
zelo dobro. Kje vidite v bilancah, kje vidite zdaj največ možnosti za dobičkonosno poslovanje, za povečanje EBITDA, ki bi potem tudi seveda lahko dal preko tega nekaj denarja v razvoj, v dividende? Ja, tako kot sem rekel, vse načrti so že postavljeni, tako da tukaj niti ne moramo, vsaj za leto 2015 absolutno ne sploh več vplivati, ker smo že na polovici leta in se je veliko tega že naredilo, in tudi nismo šli dejansko, ker spet skrbni pregled ti da, bom rekel, neko sliko gozda, nimaš pa niti tudi časa, ker je tudi skrbni pregled bil omejen časovno, da bi šel pa vsako podrobnost študirati in še kaj šele, da bi to analiziral in potem delal neke sklepe. Tako da mi smo bili zadovoljni s temi podatki, ki smo jih dobili na voljo. V skrbnem pregledu moram reči, da do sedaj v bistvu še nismo sodelovali pri akviziciji oziroma nakupu kakšne firme, kjer bi bilo na voljo tako število kvalitetnih podatkov, na podlagi katerih smo se potem lahko tudi odločili oziroma naredili vrednotenje firme in potem tudi odločili za ceno, ki smo jo ponudili v svoji zavezujoči ponudbi. Komentar prejšnjih lastnikov? Ne bi bilo korektno, da bi komentiral. Ve se, da te zgodbe izhajajo iz 10 let nazaj, to, kar je bilo v medijih tudi, da je bilo to neka nesrečna sprega dejansko med gospodarstvom in politiko. Mi se tega ne bomo šli, kot sem poudaril na sami tiskovni konferenci. Mislim pa, da je ta uprava, se pravi, ki je zdaj lastnika, res naredila vse, kar je bilo v njeni moči, da vse te zgodbe poskuša s čim manjšimi ranami pripeljati do konca, tako da drugače pa seveda ne morem komentirati. Kakšen je kolegov ta prodajni postopek? Najprej bilo kar nekaj interesentov, na koncu sta ostala dva, kako bi ocenili sam prodajni postopek, ostale ponudnike? Ja, se pravim, glede ostalih ponudnikov spet ne bi želel, tako kot si je eden izmed ponudnikov privoščil neke žaljive komentarje dajati. Ampak prodajni postopek je bil korektno voden, tako strani sedanjega lastnika, kot tudi strani agenta, se pravi, to je Unicredit Banka Slovenija in to je čisto normalno, da na začetku je veliko interesentov, vsak ima svoja pričakovanja, vsak ima tudi neke svoje zmožnosti, čist kreditne, koliko denarja lahko za to nameni in na koncu sva ostala dva ponudnika, ki sva ponudila najvišjo zavezujočo ponudbo. Tako da tudi z tega vidika je bilo čist nekje običajno, da je potem lastnik samo s tema dvema najboljšima ponudnikama nadaljeval postopek. In tudi, kar se tiče samega zaključka tega postopka, prejšnjo sredo je bilo, nimam nobenih pripomb, legitimna pravica seveda prodajalca je, da poskuša maksimirati ceno, ampak tudi z tega vidika smo po principu te zaprte dražbe, se pravi, da nekje smo bili v ločenih prostorih in so potem prodajalci nekje sprejeli najprej ta zadnje ponudbe, končne ponudbe ustno, potem smo pa mi uspeli z najvišjo ponudbo. Mogoče še eno, vse sem malo na naše prejšnje, ampak kje vidite recimo ključne spremembe, kaj je treba, ključno področje, da je treba nekaj spremeniti, da bo recimo čez nekaj let, ko je rekel gospod Petrič, ne zanima vizija, kako bo delo tam čez nekaj let, kje vidite ključne spremembe, da bi to nekako izboljšalo, da bi bilo tam, kjer bi kot lastnik želeli, da vidimo. Prepuščam še tebi zadnje besede. Torej, gotovo je eno ključno vprašanje digitalizacija in monetizacija tistih vaših vsebin, ki jih imate zelo veliko zbranih, pa jih sedaj ne tržite prav dobro. Ključno področje bo pa tudi razvoj kadrov. Če lahko še nekaj bolj konkretno, v kakšni smeri in monetizacija in razvoj kadrov? Zdaj, tukaj jaz že malo preveč govorim, zato ker ne poznam toliko podrobno, ampak se pravim, uprava je nam v tej smeri razložila svoje načrte, nam so se zdeli v redu. Na področju kadrov pa sami, to, kar sem že prej rekla, sprememba generacij, novi kadri, mladi kadri, sposobni kadri.
Hvala lepa. Prosim.